je že omenil Rok, danes bomo govorili o eni posebni igri s kartami, ki se imenuje Set. Igra je stara nekje 50 let, ampak šele kakšne 35 let nazaj je v resnici prišla na trg. Je pa res, da v Sloveniji je še 2-3 leta nazaj ni bilo možno kupiti, zdaj končno imajo tudi v teh trgovinah v Sloveniji, torej te karte na voljo, tako da ne rabimo več kupovati, naročati iz tujine. Na navodilih teh kart piše, da so primerne nekje od 6 let naprej, do seveda poljubne starosti. V tej zelo osnovni različici, ki bomo tudi danes pretežno se pogovarjali o njej, kjer je glavna naloga nekako tekmovalcev, da razpoznavajo določene vzorce v teh kartah, se izkaže, da v resnici marsikdaj, vsaj po mojih izkušnjah, imajo otroci kar nekaj prednosti pred odraslimi. Sklepam, da zato, ker so malo manj njihovi možgani obremenjeni z raznimi vsakodnevnimi problemi. Ja, seveda, igro se lahko igra brez kakršnega koli matematičnega predznanja, nudi pa sama igra en kup enih priložnosti različnim vejam matematike, od algebre, geometrije, verjetnosti, kombinatorike, tudi računalniških simulacij, tako da ja, za matematike je to zanimiva stvar. Sam bom na današnjih predavanjih to igro pogledal predvsem z kombinatoričnega vidika, namreč tukaj je možno en kup enih stvari na dovolj preprost način razložiti, tudi da nekdo, ki ni ravno zelo podkovan matematik, oziroma da lahko tudi srednješolci to mirno razumejo. Ok, pa dajmo najprej spoznati, kaj to igra Set sploh je. Se pravi, en tak zelo poseben komplet kart je potreben, vidite, z enimi takimi dosti nenavadnimi kartami. Ja, če pogledate te karte, vidite, da ima vsaka karta je določena z 4 parametri, 4 atributi oziroma 4 lastnostmi. To so število, barva, simbol in polnilo. Vsak iz teh 4 atributov oziroma parametrov lahko zavzame po 3 vrednosti, se pravi število, to pomeni, koliko teh likov vidite na karti, so lahko 1, 2 ali 3, se pravi, tu je en lik, tukaj sta 2 lika in tukaj 3 recimo. Imamo 3 možne barve, zeleno, rdečo in vijolično, 3 različne simbole, torej oval, kara in nekaj, kar po slovensko, ne vem kako najbolje prevesti, ampak nekako izgleda kot arašid ali pa fižolček, jaz bom uporabil izraz arašid. In polnilo, torej lahko je polno, prazno ali pa črtkano, upam, da se na tej slikici to vidi, če ne se bo pa na naslednjih slikah videlo bolje. Torej, s takšnimi kartami imamo opravka. Vse karte seveda v tem kompletu so si različne med seboj, se pravi, nimamo po 2 enakih kart in tako lahko zelo hitro razmislimo, koliko je vseh kart, se pravi, imamo 4 lastnosti, za vsako lastnost lahko zavzamemo 3 različne vrednosti, se pravi, je to 3 na četrto, se pravi, 81 imamo kart v našem kompletu. Vse karte so med seboj, kot rečeno, različne. No, zdaj pa že lahko razložimo, kaj sploh je Set, se pravi, kaj v tem kompletu kart dejansko iščemo. Iščemo množico 3 kart, se pravi, mi dobimo en nabor kart, kasneje bom razložil, tako recimo, kot je na tej začetni sliki, imamo nek nabor kart in v tem naboru kart poskušamo najti trojice kart, za katere velja za vsakega izmed atributov ena izmed teh 2 opcij. Se pravi, bodisi so po vsakem izmed teh atributov, oziroma za vsak atribut mora veljati, bodisi so vse karte med seboj popolnoma enake, se pravi, recimo 3 rdeče, ali pa 3 polne, ali pa 3 kare, ali pa si morajo biti vse med seboj povsem različne. In tu je poudarek na tej besedi povsem, torej ni dovolj, da so 3 različne, ker potem bi bilo pač karkoli ok, torej povsem različne, se pravi, če imamo eno rdečo, drugo zeleno, mora tretja nujno biti vijolična. Če imamo eno polno, eno črtkano, mora tretja nujno biti prazna. Zgolj par primerov, da se malo naučimo, tisti, ki to prvič vidimo. Torej, v zgornji vrstici je primer enega seta in v spodnji vrstici je drug set, tako da najprej pogledamo samo ta zgornji set. Torej, za vse 4 atribute moramo pogledati, ali so res vse karte popolnoma enake ali pa popolnoma različne. Torej, če začnemo z barvo, vse 3 so rdeče, torej popolnoma enake.
Potem simbol, vse tri imajo ta arašid, se pravi zopet so vse enake. Druga kljubica. Število. Na vseh treh kartah imamo dva simbola, torej tudi vse enake. In ta četrta lastnost, zdaj po četrti lastnosti si pa ne more biti vse enake, ker potem bi imeli tri enake karte, kar ni dovoljeno. Se pravi, potem po ta zadnjem atributu, to je polnilo, pa si morajo biti vse tri povsem različni. Okay? Ne bi smela biti recimo ta polna ali pa prazna, ker potem bi bile različne, ma ne povsem različne. Ok, še ta spodnji primer, zdaj že malo bolj razumemo. Barva, vse popolnoma različne, število, vse enake, simbol, vse popolnoma različne in, kaj sem pozabil, najbrž polnilo, ali število, enega sem pozabil omeniti, polnilo, vse popolnoma enake. Okay? Se pravi, ali so vse identične potem po nekem kriteriju, ali pa povsem različne. No, še dva primera, dajmo tega zgornjega pogledati. Po polnilu so si vse povsem različne, po številu je na vseh treh kartah so trije simboli, torej vse enake, simboli vse povsem različne in polnilo vse povsem različne. Okay, se pravi, ta zdaj že izgleda malo bolj tak, da ga človek mogoče ne vidi tako hitro. No, zdaj pa imamo še en primer tukaj, dajmo še tega pogledati. Barva, vse zelene, ok, kljubica. Polnilo, vse so polne, druga kljubica. Število, 1, 2, 3, vse so si povsem različne, tretja kljubica. In zdaj imamo simbol. Kara, oval, oval. Tu pa je nekaj narobe. Okay? Ne smemo imeti dveh ovalov. Torej, tu bi mogel biti arašid ali pa tu. Potem bi to bil set. Skratka, s tem zadnjim primerom tega je treba prečrtati, smo se nekako naučili, kaj je tisto, kako ugotovimo, da nekaj ni set. Namreč, ko boste igrali igro, bo nasprotnik, seveda ne samo vi, tudi nasprotniki bodo ugibali set in vi morate znati zelo hitro ugotoviti, ali je sploh to, kar je on rekel, da je set, sploh zares set, ali se je zlagal. In nekako magično pravilo, kako ugotoviš, da je nekaj ni set, je, da rečeš, dve karti sta nekaj, imata neko lastnost, tretja pa nima. Recimo v tem primeru, dve karti sta oval, tretja pa ni. In tako zelo na hiter način ugotovimo, da je nekaj ni set. Sploh na začetku, ko se še učimo, je to treba ves čas pač. Ne, ni set, ker je to in to. Torej, če dve karti imata neko lastnost, tretja pa ni, potem to ni set. In še dva primera ne setov, se pravi, na hitro vidimo v tem prvem primeru, recimo kaj, te dve karti sta črtkani, ta pa ni črtkana. V spodnjem primeru te dve sta polni, ta tretja ni polna. Okay, se pravi, kar se polnila tiče, si niso vse tri povsem različne. Torej, ena izmed teh dveh bi morala biti prazna. Oziroma v tem primeru zgornjem bi ena izmed teh dveh morala imeti prazno polnilo, da bi lahko bil set. Po ostalih kriterijih nekako zadošča temu, da bi imeli set. Se pravi, v obeh teh trojicah smo našli nekaj, kjer dve karti zadoščata temu, tretja pa ne. Torej, dve sta črtkasti, tretja ni, dve sta polni, tretja ni. Ok, zdaj pa najbolj ta osnovna različica igre set, kako se sploh to igra, zdaj vemo, kaj set je, zdaj pa kako to igrati. Torej, lahko igraš seveda, lahko igraš sam sabo pač treniraš, lahko igrata dva, lahko jih igra tudi več. Zdaj večkrat jih igra, težje nekako je mogoče malo nadzirati igro, ki vsi želijo povedati, da je set, tako da včasih imamo nekoga, ki je delivc, pa ni eden izmed igralcev, ker če je to eden izmed igralcev, je običajno malo hendikepiran, ki mora deliti tiste karte in ne more hkrati razmišljati, ampak kakorkoli, lahko je tudi en izmed igralcev delivc. Torej, delivc položi na karto, na mizo 12 kart, tako kot je bilo na tisti začetni sliki na prosojnici, torej ali 4 stolpce po 3 karte, 3 stolpce po 4 karte, tako da jih vsi vidijo in sedaj igralci gledajo teh 12 kart in nekdo reče set. Okay, in zdaj pokaže, kje karte tvorijo set. Če te karte res tvorijo set, potem ta igralec te 3 karte vzame iz mize in torej ta trojica, torej en set kart mu bo na koncu prinesla 1 točko. Zdaj, če se zmoti, oziroma no, seveda, ker je on pobral 3 karte z mize, jih mora delivc nadomestiti z novimi kartami. Torej, na mizi mora ves čas biti vsaj 12 kart, dokler je to pač možno. Se pravi, nekdo je pobral 3 karte, jih je ostalo 9, delivc da nove 3 karte na mizo.
Zdaj, če se je igralec slučajno zmotil, to dokler pač nismo dovolj zverzirani, se to pogosto dogaja, potem te karte seveda ostanejo na mizi, še vedno jih je 12, ta igralec, ki se je zmotil, pa dobi minus točko. To pomeni 3 karte iz svojega zbirke kart mora vrniti, pač dati na eno stran, ker na koncu ne bojo prištele točke k njemu. Zdaj, če tega ne bi imeli, potem bi vsi govorili ves čas en čez drugega set, brez da bi res premislili in bi nastal cel kaos. Ok, in torej, ko se to razreši, pač nekdo drug lahko reče set. Zdaj, pogosto se zgodi, da v igri 2 vidita set, 2 seta, ki sta sicer različna, ampak mogoče tvorita eno skupno karto. In torej ne bota mogla vsak svoj set pobrati. Tako da je nekako, je treba paziti, da ne prije do prepira in res paziti, kdo prvi reče set. Ok. Ja, zdaj, seveda pogosto se zgodi tudi, da, sploh na začetku, ko se to učimo, da nihče izmed igralcev ne vidi seta v tistih začetnih 12 kartah. Kljub temu, da morda set tam je. Zdaj, nekaj časa seveda igralci poskušajo najti set, ampak po nekaj minutah postane nesmiselno zavlačevati, zato je potem ideja, da se igralci dogovorijo, reči, ok, ne vidimo seta in delivec doda nove 3 karte na mizo. Se pravi, zdaj imamo na mizi že 15 kart. Če še vedno ne vidimo, lahko doda še 3 in tako naprej. Zdaj, kdaj ima smisel še dodajati karte oziroma kdaj nekako, pa bi bilo že res čas, da vidimo set, bomo tudi spoznali tekom tega predavanja. Zdaj, igra se seveda konča, ko delivcu zmanjka kart. Torej, na začetku je 81 kart, slej ko prej bo delivcu zmanjkalo kart. Komu zmanjka kart, je na mizi še vedno nekaj kart, ali 12, ali nekdo vzame set, jih je 9 in tako naprej. In igre je konec, ko se vsi igralci strinjajo, da v tistem preostanku kart na mizi več ni nobenega seta. Lahko seveda to se potem dosti hitro ugotovi, da res ni seta, ne rabijo se samo strinjati. In seveda zmaga na koncu igralec, ki je zbral več setov. Torej, to je ta najbolj osnovna različica igre set, o kateri bom danes govoril. Obstaja pa en kup drugih različic, kako malo popestriti to igro, da je mogoče malo bolj zanimiva. In 2 take različici bom čisto na koncu predavanja, upam, da bo ostal čas, predstavil. Ok, zdaj pa dajmo malo se začeti spraševati, kakšne sete lahko imamo, koliko imamo setov in tako naprej. Ja, torej, če si izberemo poljubni 2 karti, recimo zbral sem si te 2 karti, ali pa te 2 karti. Dajmo se vprašati, na koliko načinov lahko zberemo manjkajočo karto, ki nam manjka do seta. Okay? Torej, zelo osnovno vprašanje. 2 karti imaš, kako lahko zbereš 3. karto, da bojo ta trojica tvorila set. No, zelo hiter razmislek nam pove, se pravi, dajmo se spomniti, da je trojica set. Če po vsakem izmed tistih 4 kriterijev, ki sem jih navedel na začetku, barva, polnilo, velikost, oziroma število in simbol, so vse enake ali pa vse različne. To pomeni, ko mi vidimo 2 karti, se bomo znali odločiti že za 3. karto. Če bosta po nekem atributu, kot recimo v tem primeru barva, karti enaki, pomeni, da mora tudi 3. karta imeti enako lastnost tega atributa. Če sta 2 vijolični, mora biti tudi 3. vijolična. Če pa sta po nekem atributu karti različni, kot je v tem primeru polnilo, polno in črtkano, in ker morajo biti vse karte v tem primeru si po tem atributu popolnoma različne, mora 3. karta biti prazna. Torej, hitro lahko razmislimo, da bo treba imeti kaj? Vijolično, dvojko, prazno in simbol, ker je oval pa kara, ta 3. bo moral biti rašit in dobimo enolično določeno 3. karto. No, tudi tukaj rdeča vijolična, 3. bo morala biti zelena, 3, 1, 3. bo morala biti 2, kara, rašit, torej manjka oval in glede polnila vidimo 2 sta črtkani, tudi 3. mora biti črtkana, se pravi, kaj smo ugotovili s tema 2 primeroma? Če poznaš 2 karti od seta, je 3. določena enolična. Okay? Torej, nimamo več nobene izbire. Okay, zdaj pa dajmo reči, da si eno karto izberemo, torej samo eno karto fiksiram, rdeča, kara, enka, polna, recimo, koliko različnih setov lahko naredim okrog te karte. Okay? Torej, ena je fiksirana, koliko setov lahko dobim 100 karto. Zelo preprosto vprašanje. Ja, torej prva je fiksirana. Za drugo karto nimamo nobene omejitve. In torej lahko izberemo iz preostanka 80 kart katerokoli izmed njih. Kaj pa za 3. karto?
smo se pa ravno prej naučili, da je pa določena enoličnost. Se pravi, za tretjo imamo pa potem samo eno možnost, torej skupaj dobimo 80 možnosti. Ampak izmed teh 80 setov se vsak dvakrat ponovi. Zakaj? Eno sem fiksiral, te dve pa lahko seveda obrnem in dobim podvojen set, se pravi vseh setov z eno fiksno karto imamo natanko 40. Ok? Pa bomo malce kasneje se še vprašali, koliko pa sploh vseh možnih setov dobimo. Zdaj vemo, da če eno karto fiksiram, jih je 40, kaj pa vseh brez fiksirane karte. No, ampak dajmo najprej še to pogledati. Torej, če jaz berem, vzamemo komplet 81 kart, potegnemo ven 3 karte, kakšna je verjetnost, da so 3 karte tvorile set? Torej, to je recimo za te Slovenija, kako že, Slovenija išče talenta, kako je že bila čarovnik predstavo to igro, torej, da komplet kart izžreba 3 in tvorijo set. Ok, dajmo pogled za res. Torej, da imamo set, kot smo se naučili, za prve 2 karte nimamo nobene omejitve. Zdaj pa, kaj velja za tretjo karto? Če pač naključno smo žrebali 3 karte, potem je za tretjo karto koliko možnosti? Torej, 2 smo že vzeli, koliko kart če imamo na voljo? V celem kompletu jih 81, se pravi 79. Bi bilo vseh možnih izbir za tretjo karto. Koliko pa je dobrih? Če imam 2 fiksirani, 1 je dobra, okay, se pravi, verjetnost bo 1 deljeno z 79, torej dober procent možnosti je, da so 3 naključno žrebane karte tvorile set. Tako da skoraj malo čarovnija, če nam z enim takim preprostim izbiru kart uspe res poiskati set. Ok, no, zdaj pa se vrnimo na vprašanje, ki smo ga imeli prej, zelo podobnega, se pravi, prej smo fiksirali karto, smo nabrali 40 setov. Zdaj nas pa zanima, koliko različnih setov lahko iz teh 81 kart sploh sestavim. Ok, torej res različnih setov. Ja, zopet podobno vprašanje kot prej, torej prva karta ni nobene omejitve, 81 možnosti, kako jo izberemo. Druga karta, zopet ni omejitve, torej 80 možnosti, kako zbrati drugo karto. Tretja karta, tudi smo že ugotovili, imamo eno samo možnost, je enolično določena, se pravi nekako 81 krat 80 krat 1, zgleda, da imamo možnih setov, ampak kaj moramo biti zopet pazljivi? Tako, torej jaz sem recimo zbral set ABC, potem kasneje pa CBA, če sem tako številčil karte, to je isti set, ampak v trojici kart se mi pa seti zdaj ponovijo kolikokrat? 6-krat. Tako v dvojici sta bila samo 2 izbiri, zdaj v trojici pa 6, se pravi, vse skupaj bo treba deliti na koncu z 6 in dobimo število vseh možnih setov, to je 1080. Se pravi, izmed 81 kart lahko 1080 setov zgradite. Ja, ne tega početi na roke, če že dajte simulirati z računalnikom, pa boste videli. Ok. No, zdaj pa malo drugače vprašanje. Ko nam delivc na začetku da 12 kart na mizo in začnemo igrati. In nekaj časa igralci gledamo te karte in ne vidimo seta. In potem se vprašamo, a je logično, da ne vidim seta ali pač mogoče se ne počutimo najbolje. Se pravi, koliko je za pričakovati, koliko je pričakovano število setov med 12 danimi kartami na mizi. Zdaj to, kar bom povedal, ta izračun velja za na začetku igre, ki je začetni kart še 81. Potem kasneje to se seveda malo spreminja. Ja, zopet. Torej, nekako vprašati se moramo izmed 12-terice kart, ki jih je na mizi, koliko je takih, ki lahko vsebujejo nek set in potem že prej smo zračunali, koliko imamo možnih setov in bomo hitro prišli skozi. No, zdaj prva stvar, koliko je vseh možnih, na koliko načinov lahko zberem 12 kart, ki jih bom dal na mizo izmed 81. Zdaj, če je med poslušalci kdo, ki mogoče ni toliko matematično podkovan, bom vseeno to ena redkih stvari, ki bom napisal na tablo. Torej, ta zadeva se zapiše z takšnim binomskim koeficientom, torej, ki pomeni izmed 81 kart jih zbirate 12 kart. Pa bom še napisal definicijo tega, recimo, da imamo torej binomski koeficient
n nad m, formula za to je n fakulteta deljeno z m fakulteta in še v imenovalcu imamo še n minus m fakulteta. Zdaj, kaj pa je ta fakulteta? Dajmo še to definirati. To pa ni nič drugega kot produkt vseh naravnih števil, seveda to so naravna števila, od 1 do n. Okay? Skratka to, za n stavimo 81, za m stavimo 12 in dobimo eno tako grozljivo veliko številko, mislim, da je to 70 000 milijard približno. Skratka, na toliko načinov lahko 12 kart zberemo izmed 81 kart. Okay? No, zdaj pa dajmo, torej mi bomo iskali, zanima nas, koliko je lahko povprečno število setov. Če jaz zdaj en set fiksiram in poskusim ta set vriniti v to 12-terico kart. Okay? Želim, da je en moj fiksno izbran set na mizi med 12 kartami. To pomeni, te 3 karte sem zdaj fiksiral, ta set. Ostalo mi je še koliko kart za dati na mizo? Še 9. Ja, izmed koliko kart pa izbiramo teh 9 kart? 3 smo vzeli ven, torej izmed 78 kart. Tako, in bomo dobili binomski simbol 78 nad 9, to je pa zdaj ta še vedno velika številka, ampak že manjša od te. Ok, ampak zdaj smo fiksno izbran set, dali mi to 12-terico. Ampak to lahko naredim za vsak set. Okay? In na prejšnjem slajdu smo zračunali, da pa vseh setov je pa ravno 1080. Torej, za vsakega, ki ga izberem, fiksno ga postavim not, vidim, na koliko načinov lahko še preostale karte dodam. In torej, končni izračun je število možnih setov, koliko možnih načinov lahko izberemo preostale karte in deljeno z seveda vsemi možnimi 12-tericami. In ta številka pride skoraj 3, kar pomeni, ko na začetku dobite karte na mizo, je pričakovano število setov, seveda v povprečju, lahko se zgodi tudi, da dejansko ni seta, ampak v povprečju pričakovano število setov je skoraj 3. Kar nekako pomeni, da ja, če vsi rečete, da ne vidite seta, ja, lahko se zgodi, ampak bolj verjetno je, da je set v tistih kartah. Okay? Ok, gremo še malo naprej pogledati te stvari. No, zdaj pa, na začetku smo si pogledali ene par primerov različnih setov. 3-4 primere smo imeli na tabli, na prosojnicah in malo smo šli čez te atribute in smo razmišljali, po tem atributu so vsi enaki, potem si niso in tako naprej. In dajmo zdaj z R-jem, torej z R-jem označiti število atributov, po katerih so si karte med seboj različne. Torej, lahko so si enake po nekem atributu, lahko so si povsem različne in po toliko atributih, kot so si vse karte povsem različne, to bomo označevali z črko R. In če pogledamo ta primer, to je primer seta, dajmo pogledati zdaj vse 4 atribute in ugotoviti, po koliko atributih so si vse karte različne, po barvi so si vse enake, po številu so si vse enake, po simbolu so si vse enake, torej edini atribut, po katerem so si vse različne, je polnilo, torej en samo atribut je takšen, ki ga iščemo, se pravi, takle set bomo označili, piše, oziroma popisal kasneje, takšen set bomo imenovali ena set. Okay? No in zdaj, če se vprašamo, kakšen bi lahko bil tale R, se pravi, prej, ko smo šteli te atribute, po katerih so si vse enake, pri ta zadnjem smo se prvič ustavili in smo rekli, pri polnilu so vse različne. A bi lahko bile po polnilu tudi vse enake? Kaj bi potem imel 3 enake karte? Torej, R ne more biti nič. To je prva stvar, ki jo vidimo. Kaj zgornja meja za R je pa seveda to, kot imamo atributov. To je pa 4. Tako da možnosti za tale R so od 1 do 4 in kot rečeno, takšne sete bomo imenovali R seti. Torej, 1 seti, 2 seti, 3 seti, 4 seti. No in zdaj se bomo postavili takšno vprašanje, koliko imamo, kakšen je delež 1 setov, 2 setov, 3 setov in 4 setov. In to je recimo nekaj, kar, ko bomo spoznali, lahko nekomu, ki ve, mogoče prinese eno prednost pri igranju, namreč vedel bo, na kakšne tipe setov naj se bolj osredotoči, ko išče sete. Pa mogoče še preden, da gremo na to, dajmo še za ta 2 primera razmisliti, kakšna R seta sta to. Če tega prvega pogledamo,
Po koliko atributih se razlikujejo karte med sabo? Polnilo ne, število tudi ne, se pravi, razlikujejo se po barvi in po simbolu, torej to bi bil primer 2 seta, ta je zdaj pa že barva različna, polnilo je različno, simbol je različen, edina stvar, ki ni različna, je število, na vseh kartah so 3 simboli, torej to bi bil 3 set. In zelo preprosto, če bi na tej zadnji karti vzel 2 ovala stran, pa tu ena rašit stran, bi dobil pa 4 set. Okay? Torej, na hitro smo zdaj pogledali primere vseh R setov, tako da res vsi obstajajo. No, zdaj pa dajmo prešteti, koliko imamo 1 setov, koliko 2, 3 in koliko 4 setov. Ja, se pravi, najprej se zopet vprašamo, torej zbrati moramo teh R atributov, po katerih si bojo vse karte različne. In imamo 4 atribute, izbrati moramo R atributov, pravi, tako kot prej, 4 nad R možnosti imamo, kako fiksirati, po katerih atributih naj si bojo karte različne. No, tukaj sem celo razpisal to formulo. Se pravi, izmed 4 zberemo enega ali 2 ali 3 ali 4. Oziroma, zdaj želimo formulo za splošen R, torej 4 nad R. No, zdaj pa, na koliko načinov lahko zberemo 3 karte, ki so si različne po R atributih in še vedno bojo tvorile set. Torej, prej smo se naučili, kako prešteti, na koliko načinov zberemo 3 karte, ki nam dajo set, zdaj moramo pa paziti, da moramo dobiti R set. Torej, po R atributih si morajo biti različne. Ko zbiram prvo karto, a imam kako omejitev? Nobene. Okay, se pravi, prva karta, zopet tako kot prej, 81 možnosti. No, zdaj bom pa zbral drugo karto. Prej smo za drugo karto imeli 80 možnosti. Karkoli si vzel, je bilo še vedno ok. Zdaj pa imamo že omejitev zaradi teh R različnih atributov. Se pravi, po tistem atributu, ki si morajo biti karte vse enake, je sprvo že določena tudi druga. Za tistih R atributov, kjer si morajo biti pa vse povsem različne, pa sprvo druga še ni določena. Ampak koliko možnosti pa imamo? Če je prva rdeča, koliko možnosti imamo za drugo karto? Če si mora biti po tem atributu različna. Ali zelena, ali pa vijolična. Se pravi, za vsakega izmed teh R atributov, po katerem si morajo karte biti povsem različne, imamo 2 možnosti. Za ostale pa ne. Okay, se pravi, za drugo karto v resnici dobimo 2 na R možnosti, kako jih zbrati. Torej, če je samo en set, imamo samo 2 možnosti, ker po 3 atributov si mora biti vse enake. Če je 2 set, imamo 4 možnosti in tako naprej. Zdaj smo zbrali drugo karto, tretja karta kot zmeraj, če hočemo, da bo set, je enolično določena in zopet moramo paziti, vsak set se nam seveda 6-krat ponovi. Se pravi, koliko imamo R setov, 4 nad R je možnosti, kako izberemo teh R atributov, potem 81 možnosti za prvo karto, 2 na R za drugo, 1 za tretjo in deliti moramo z 6. Zdaj smo izračunali število R setov, zdaj naše osnovno vprašanje je bilo nekako, koliko izmed vseh setov je 1 setov, 2 setov, 3 in 4 setov, torej nekako delež procentualno ugotoviti. Ja, če se spomnimo odprej, vseh setov je toliko, R setov smo pravkar izračunali, imamo 4 nad R, 2 na R krat 81 čestin, torej treba je to spodnjo številko deliti z zgornjo, en kup stvari se pokrajša in delež R setov je ravno ta številka. Torej 4 nad R, 2 na R deljeno z 80. Ok, in zdaj vstavimo R je od 1 do 4 in pogledamo, kakšne številke dobimo. Če vstavim R je 1, dobim 0,1, to pomeni 10% je 1 setov. 1 set je, če se spomnimo, to so tisti, ki se razlikujejo samo po enem atributu, te so v resnici najlažje jih vidimo. Okay, torej nekdo, ki prvič začne, ne ravno ko prvič, ampak ko je bolj začetnik, bo najlažje videl te, ki so skoraj enake karte. Ampak teh je samo 10%, zato nekako ima zelo male možnosti, da nas bo premagal. 2 seti, to so tisti, ki se že po 2 atributih razlikujejo karte. Teh je že 30%, torej 3-krat več kot tistih zelo preprostih. No, izkaže se, da največji delež zasedejo 3 seti, torej, ki se po 3 lastnostih razlikujejo, teh je skoraj polovica, torej 40%. In
nekako drugo najmanj je pa teh, ki so najtežje prepoznavni, jih je pa 20%. Skratka, ko smo dovolj izurjeni, da znamo tudi te težje sete razpoznavati, ki jih je vseeno precej več kot teh lažjih, nekako imamo prednost pred nekom, ki je bolj začetnik oziroma se tega ne zaveda. Torej, ko vidite karte na mizi, ne se skoncentrirati na ta lahke sete, ker jih skoraj ni. Torej, zmeraj so tisti bolj kompleksni oziroma komplicirani. Ok. No, zdaj pa še eno tako malo drugačno vprašanje. Kaj pomeni, koliko kart lahko ostane na koncu igre? To pomeni, ko delivcu enkrat zmanjka kart. Potem imamo še nekaj kart na mizi, štarto recimo 12, in izmed tistih 12 kart en igralec pobere set, jih ostane 9, potem lahko še nekdo pobere set, jih ostane 6, še nekdo lahko pobere set, jih ostane 3, in če še nekdo vidi na koncu set, jih lahko ostane tudi nič. Ja, dobro, še 12, 15, če bi jih bilo več na mizi, skratka večkratniki števila 3. No in vprašanje, ki si ga tu zastavljamo, je, ali se res lahko zgodi, da na koncu ostanejo 3 karte na mizi. Se pravi, jih je bilo 12, nekdo najde set, jih je 9, nekdo najde set, jih je 6, nekdo najde set, so samo še 3 karte, ali je možno, da je tukaj konec igre. Torej, da te 3 karte na koncu ne tvorijo seta. Z drugimi besedami, da v bistvu v tem primeru ne pospravimo, počistimo mize, izkaže se, da to ni možno. Okay? Torej, če na koncu ostanejo samo še 3 karte na mizi, so tudi te 3 karte set. Ja, žal se taka situacija, ki dejansko počistimo vse karte, zgodi približno malo več kot 1% iger, tako da, ja, pred kratkim nekje, ko sem igral s sinom, se mi je to zgodilo, po moje prvič v življenju, da so se res pospravili. Seveda pa je možno, da že nehamo prej igrati, ko izmed 12 kart vsi rečejo, ni seta, pa je mogoče bil, pa ne pospravimo naprej. No, dajmo to probo dokazati. Torej, pogled moramo v resnici vse 4 atribute, da so vsi 4 atributi takšni, da so vse te 3 karte, ali vse enake, ali pa vse različne. In razmislek je dovolj narediti samo na atributu število. Zakaj število? Ker število je nekaj, kar nekako človek najlažje razmišlja. Zakaj pa je dovolj samo število razmišljati, ni treba potem še gledati na barvo in vse ostalo? Zato, ker tudi barve bi lahko številčili. Lahko bi rekli, rdeča je enka, zelena je dvojka, vijolična je trojka in isti razmislek gre čez. Polnila bi lahko številčili, simbole bi lahko številčili. Se pravi, dovolj nam je vse skupaj razmišljati samo za števili. Okay? Torej, dajmo razmisliti, da te 3 karte, ki so na koncu ostale, glede na atribut število, izpolnjujejo pogoj za set. Ali so vse enake, ali pa vse različne. In to zdaj zelo preprosto ugotovimo. Torej, najprej pogledamo vsoto vseh simbolov na vseh kartah. Okay, vseh kart je 81, 27 je nič, 27 dvojk in 27 trojk. Če to seštejete, dobite 162. Torej, če vse simbole na vseh kartah seštejete, je 162, kar je seveda deljivo s 3. Vsak set, ki ga nekdo vzame, so bodisi 3 enke, bodisi 3 dvojke, bodisi 3 trojke, ali pa 1, 2, 3. Vse te 3 kombinacije dajo vsoto 3, 6 ali 9. Torej, vsak set je odnesel nek večkratnik števila 3. Okay? Torej, vse, kar smo dali stran, je bil večkratnik števila 3, to pomeni tudi vsota simbolov na preostalih 3 kartah mora biti večkratnik števila 3 in edine 4 možnosti so, da date 3 enke, 3 dvojke, 3 trojke ali pa 1, 2 in 3. Torej, kakršnakoli druga kombinacija, recimo 2, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 1, nič ni več deljivo s 3. Okay? Se pravi, vse možnosti so takšne, da te karte tvorijo set in kot smo rekli, če oštevilčimo zdaj barve v polnilu in tako naprej, lahko isto dokažemo še za vse ostale atribute. Skratka, 3 karte na mizi ne smejo ostati. Magični 3x3 kvadrat. Okay, to pa je ena taka matrika 9 kart, kjer imamo v vse smeri set. Okay, torej, v vsaki vrstici imamo set, v vsakem stolpcu imamo set in še po vsaki diagonali imamo set. Se pravi, ta diagonala nam da set, ta diagonala in tudi te diagonale, kjer si moramo predstavljati, kot tista igra Snake na telefonih časih, se pravi, če greš tukaj čez, boš prišel tukaj ven. Se pravi, te 2 plus ta nam tvori set in tako naprej. Torej, vse te
odsekane diagonale, dajmo reči, tudi tvorijo set. No in vprašanje je zdaj, kako to na hitro sestaviti, tak magični kvadrat, če imamo sami karte pred sabo. Postopek je zelo preprost. Dokaz, da ena stvar se res ujame, bom zaenkrat spustil, če slučajno bo ostalo čas, je pač samo treba poračunati, nič drugega. Torej, zberem 3 poljubne karte, ki ne tvorijo set in jih dam na te 3 pozicije. Torej, na pozicijo 1, 3 in 5. Zdaj, v tem primeru na tej slikci sem si izbral enke pa polne, nekako na koncu bojo vse enke pa vse polne, ampak seveda to ni nujno, torej lahko bi vzel pač poljubne 3 karte, ki ne tvorijo set. No, zdaj, ker mora biti v vsaki vrstici, stolpcu in diagonali vse set, pomeni, da je s tem ta karta določena, s tema dvema je določena ta karta in s tema dvema je določena ta karta. Okay, se pravi, pozicije 2, 7 in 9 so določene. Zdaj se nam pa zgodi, da samo še na pozicijah 4, 6 in 8 nimamo karte. Okay, pa poglejmo najprej tole štirko. To karto že poznam, pa to poznam odprej, se pravi, s tema robnima dvema je tudi ta določena. Okay, zdaj imam določeno že štirko. Zdaj mi manjkata samo še na 6 in na 8 karti. No, pa dajmo pogledati, kaj se zgodi na 6. Spomnimo se, tu imam že karto, to pomeni, s tema dvema kartama je ta karta določena. Ampak hkrati sem na začetku že iz teh 2 zelenih dobil tudi to karto. Torej, tudi s tema dvema kartama, torej za 3 in z 9 je ta karta določena. Torej, ta 6 je določena zdaj na 2 načina. Ampak, tako kot sem napisal tukaj, na srečo, ni ravno sreča, pa če matematično poračunamo, vse skupaj izide in na 6 in 8, ki se z obeh strani ujame, da dobimo enako karto. Ok, to se da zelo preprosto poračunati, ampak ne bom zdaj šel v te podrobnosti. Skratka, če želite nekomu pokazati, da znate sestaviti 3x3 kvadrat, ki bo vse set, je to zelo preprost postopek. Ja, še par podatkov o verjetnostih. Zdaj, te stvari izračunati bi zopet rabo malo več časa, tako da bom samo navedel gole podatke. Nam pa nekako lahko služijo kot to, da se zavedamo, a ima smisel iskati set, če ga ne vidimo naprej še ali ne. Torej, verjetnost, da med 12 kartami na začetku igre ni seta, je približno 3%. Okay, prej smo prešteli, da pričakovano število setov je nekako skoraj 3, zdaj možnost, da pa sploh dobenega ne bo, je pa samo približno 3%. Ta verjetnost velja na začetku, potem se izkaže, da po nekih korakih pade na približno 7 do 8%, potem pa ostane približno na tem nivoju čez celo igro. Okay, skoraj do konca je nekje 7-8% možnosti, da ni seta med 12 kartami, ko jih vidite na mizi. Tako da mogoče je bolj zapomniti to številko 7%, ta 3 velja res samo na začetku. No in torej, ko to igramo in med 12 kartami ne najdemo seta, pogosto rečemo, da je delivc, zdaj nam še 3 karte zraven, ne da se nam več razmišljati. In dajmo se vprašati, kakšna je pa možnost, da med 12 kartami na začetku igre ne bo seta. To se pa izkaže, da je še bistveno manj, torej 0,04%. Tako da, ko začnete igrati, pa ne vidite, pa rečete, dodaj še 3 karte, pa jih je 15 na mizi, če pol res noben ne vidi seta, potem boš, da greste kakšno drugo igro igrati, kak ta roh, kaj drugo. Seveda tudi ta številka se precej poveča, nekje, mislim, da okrog procenta se potem nahaja tekom igre, bolj nekje v sredini igre, ampak na začetku pa praktično skoraj ni verjetno, da bi med 15 kartami ne bilo seta. Torej, tako kot sem rekel, to se potem s časom precej do neke mere poveča. Ok, zdaj pa eno malo bolj z drugega zornega kota vprašanje, ki ga nekako se ne da zares odgovoriti samo z kombinatoriko, ampak je treba malo geometrije uporabljati, pa ne bom šel zelo v podrobnosti. Skratka, vprašanje je, koliko je največje možno število kart, da ni seta. Ugotovili smo prej, da če imamo 15 kart, imamo še vedno neko zelo majhno možnost, da pa ni seta. Ampak kaj pa, če jih je 16, 17 in tako naprej. Dajmo najprej se vprašati to, kaj če bi imeli, torej mi smo si pa zbrali karte, ki imajo 4 atribute. Barva, polnilo, simbol, število. Seveda, lahko bi rekli, da so vse karte rdeče, bi jih imeli namesto 81, 27,
lahko bi rekli, da imamo samo polne karte, bi jih imeli samo še 9. Okay, recimo, da najprej razmislimo na 2 atributih, kaj bi veljalo. Se pravi, različni simboli, različna števila, vse so pa recimo rdeče in vse so polne. Okay? Na koliko načinov lahko zberem neki kart izmed teh 9, da ne bom imel nobenega seta? Zdaj, seveda, te vrstice ne smem cele zbrati, ne te, tega stolpca, ne tega stolpca, nobene tiste diagonale. In če samo razmislimo, hitro vidimo, recimo ta četvorka je taka, da nimam seta. Če pa bom katerokoli karto iz preostalih dodal, recimo, če dodam tole, imam set, če dodam to, imam tako set, tole imam tu set in tole imam seveda v tem stolpcu set. Potem druga možna četvorka bi bila, da vzamete karto tukaj, tukaj, tukaj in tukaj. Okay? Tudi v tem primeru ni set. Skratka, na dveh simbolih je to, na 2 parametrih je to zelo hitro možno ugotoviti. No, če gremo na 3 atribute, recimo zdaj pa dovolimo različne barve, še vedno rečemo, da so vse polne, pa vse prazne, pa se ukvarjamo z 3 atributi. Se pravi, imamo simbole, imamo števila in imamo različne barve. Torej nekako dobim 3 kopije tistih 9x9 mrež od prej, nekako takšno kocko dobimo. Dobro, zopet, treba je malo razmisliti, nekako na vsaki taki, na vsakem tem nivoju te kocke smo ugotovili, da je največ lahko 4 in zdaj, če iz teh zberem ta prave 4, pa iz teh nekako, recimo te 4, potem se izkaže, da imam na ta zadnjem nivoju samo še eno možno izbiro. Recimo, če bi izbral dodatno poskusil vzeti še to karto, bi mi ta karta, pa ta karta, pa ta karta tvorila set. Se pravi, v tisti kocki bi to bila ena takšna diagonala navzgor. In katerokoli drugo karto tu si zamislite, zmeraj najdete nekje ali neko diagonalo, ali stolpec, ali vrstico, ali z smer. 3 karte, ki tvorijo set. Torej, tudi to se da dosti hitro razmisliti, da je 9 maksimalno število kart, ki jih lahko izberemo, pa še ne bo seta. Kako hitro bom zbral 10 kart, dobim set. No, zdaj nas pa seveda najbolj zanima naša osnovna različica z vsemi 4 atributi. Se pravi, zdaj imamo pa ne več 9, ne več 27, ampak 81 kart. Se pravi, to bi bilo pa zdaj 3 takšne nivoje po 3 kvadrate imamo. Zdaj, če vsak nivo posebej pogledam, recimo, če pogledam tega vijoličnega, to imam situacijo iz prejšnje prosojnice. Smo ugotovili, lahko jih najdemo 9. Isto jih lahko najdem 9 na ta drugem nivoju, zdaj pa zopet, kaj naredi, če na tem ta tretjem nivoju. In zdaj, če pogledam recimo eno vrstico, to vrstico, je to zopet situacija iz prejšnjega primera, torej, ko smo imeli samo 3 atribute in se spomnimo, lahko smo dodali še tukaj eno karto. In recimo tega smo tudi lahko dodali tukaj še eno karto. No in če to naredim, točno ta situacija, ki sem jo tukaj demonstriral, dobimo kaj 9 plus 9 plus 2, 20 kart, ki, če greste malo razmisliti, kakorkoli povežete, ne dobite seta. Okay? Torej 20 kart se da nastaviti z nekim dost razumnim premislekom in recimo v tej situaciji vidimo, imamo 2 rdeči karti, pa po 9 zelenih in vijoličnih, ustreza tale nabor 20 kart. Okay? Se pravi, v teh 20 kartah ni nobenega seta nikjer. Torej, možno je, da se vam zgodi, da ko je delivec dal 15 kart, še vedno ni bilo seta, pa 18 kart, če ni bilo seta, še le potem, ko bo dodal še 3, tako da mogoče tisto, ko sem rekel prej, da med 15 ne najdete, da pejte igrati rok, mogoče pa vseeno ste ravno v tej situaciji. No, da se pa dokazati, da če damo poljubnih 21 kart, da vedno najdemo vsaj en set. Okay, tu je pa treba potem uporabiti ena orodja iz končnih geometrij. Torej, ta stvar je nekako znana, je pa zanimivo, da, torej zdaj smo šli smo od 2 do 4 atribute. Seveda bi se lahko zmislili še druge atribute, recimo, da rečem, ne vem, da je karta, da ima, recimo, da so ene zelo gladke, ene so hrapave, ene mogoče pikaste, kaj takega. Bi dodali 5. atribut. Potem bi lahko dodali atribut, kaj se vem, da jih porežemo po robovih, ene okroglo porežemo, ene zelo tako čudno. Skratka, te 4 atribute, ki ima osnovna različica igre set, si lahko v matematiki to poljubno posplošimo na n atributov.
Vseh kart je potem seveda, zdaj smo jih imeli 3 na četrto, potem jih bo 3 na n-to potenco. No in recimo, da pogledamo situacijo, ko imamo 5 atributov, da dodamo tem kartam še, ne vem, porezan rob, kakokoli že. Potem se izkaže, da je največje možno število kart, ki še nimajo seta, 45. Torej, to se da nekako pokazati na podoben način kot v tem našem primeru. Za 6 atributov se izkaže, da je, če se ne bom, zdaj imamo kart že 3 na 600, mislim, da je 113 tista zgornja meja kart, ki se jih da nastaviti, da ne bomo imeli seta. Seveda to ne igramo potem res karta, mi pač matematiki to računamo, zato ker nas zanima. Izkaže pa se, da za 7 in več atributov še vedno ni znano, kaj je zgornja meja. Torej, to ostaja odprt problem matematike, tudi največji matematiki, Filcovi nagrajenci se s tem ukvarjajo, ali so se. Se pravi, če imamo vsaj 7 različnih atributov in nas zanima, koliko je največje število kart, ki nima seta, še ni znanega dokaza. Kaj matematiki počnejo? Iščejo seveda čim boljšo zgornjo mejo. Hkrati iščejo načine, kako najti te sete, da še, mislim, nabore kart, če ostanemo v kartah, da še vedno ni seta. In zdaj, kdaj to bo prišlo skupaj, je pa seveda vprašanje, ne? Te zgornje meje se s časoma zelo izboljšujejo. Ravno nekje sem prebral, da je bilo zelo pred kratkim zelo izboljšan ta rezultat in da nekako zdaj en top matematikov nekako je rekel, da bi pa bil zdaj zelo presenečen, če bo v nadaljnjih ne vem koliko letih se še res dal tu narediti nek bistven napredek. Tako da očitno je to precej težek problem, tudi matematično, tako da smo našli nekaj odprtega matematičnega še znotraj te igre set. Ok, zdaj pa, kot sem rekel, bom poskusil opisati še 2 možni različici igre set, torej zdaj smo spoznali to najbolj osnovno, daš 12 kart na mizo, vsi gledajo te vzorce, poskušajo prepoznati vzorce. Torej, obstaja še en kup drugih različic, ampak te 2 sta mogoče zanimivi za omeniti. Ta prva se imenuje 20-20 set. Zakaj 20-20? Torej, tista osnovna različica, nimaš nobene taktike, kako boš igral, ni odvisna od sreče, odvisna je samo 100% od tega, koliko si sposoben razpoznavati vzorce. Ta verzija igre bo taka, da je nekako 20% pri končni zmagi doprinese sreča, 20% strategija, taktika, ki jo imaš, 60% je pa še vedno v tem, koliko si zmožen prepoznavati svoje vzorce. In potem še tako imenovan the endgame set, kjer nekako se neka stvar zgodi na koncu, pa bom tudi to razložil. No, dajmo najprej to 20-20 set pogledati, ki je vsaj meni bolj zanimiv kot tisti osnovna verzija igre. No, zdaj pa nimamo vseh kart na mizi. Zdaj imamo pa na mizi samo 6 kart. In vsak igralec v svoje roke vzame 6 kart, ki jih drugi ne vidijo. Okay? Torej, vsak igralec še vedno gleda 12 kart, 6 svojih in 6 kart, ki so na mizi. In s temi 12 kartami poskuša sestaviti set. Se pravi, vsak igralec ima zdaj različen nabor 12 kart, iz katerih išče set. 6 jih je skupnih, 6 pa jih je različnih. In kaj počnemo? Torej, ko najdeš set, recimo rečeš 2 moji karti, pa ena na mizi tvorijo set, daš to stran in si našel set. Na mizi mora vedno biti 6 kart. To pomeni, če je nekdo nekaj vzel z mize, se nadomesti, medtem ko to, kar ima on v roki, pa ni potrebno nadomestiti. Končni cilj je, da enemu igralcu zmanjka kart. Takrat je zmanjkal. Zdaj, torej, če se zmoti, zopet pa reče napačno set, mora potegniti eno dodatno karto, ampak to niti ni toliko problem. Namreč izkaže se, da recimo, da 3 igralci igrajo, pa vsak ima 2 karti recimo v roki, 6 jih je na mizi in noben izmed svojih 8 kart ne najde seta. Zdaj, na mizo ne smemo dati novih kart, ker na mizi jih je vedno 6. In to pomeni, lahko bi tu končali, ne bi bilo zanimivo, zato dejansko obstaja možnost, da lahko igralec kadarkoli hoče vzame kjerkoli dodatno karto. Okay? Vidi, se naveliča čakati, ni seta, da bom vzel še eno karto. In potem se je mogoče malo povečal verjetnost, da bo pa zdaj iz nekih 2 svojih kart pa ene na mizi uspel sestaviti set. Torej, igra se konča, ko nekomu zmanjka kart v roki in ta je pač zmagovalec igre. Ni važno, koliko je kdo otvoril setov, lahko pa naredite tudi kombinacijo, pa še te sete zraven preštevate. Ampak načeloma se seti niti ne štejejo zdaj. Torej, to malo bolj popestri tisto osnovno različico igre. No in ta druga verzija, torej še ena verzija, ta tretja, ki je zanimiva.
pa je, da na začetku vzamemo eno karto iz kompleta kart. Torej, nekdo naključno žreba eno karto in jo skrije. Okay, torej, ne poznamo te karte. In zdaj imamo samo 80 kart. Igramo z 80 kartami. Odigramo klasično igro set. In na koncu nam na mizi ostanejo zadnje karte. Torej, ali jih je ena manjka, se pravi njih 12, ampak ali jih je 11, ali 8, 14. Torej, več kartnih števila 3 minus tista ena, ki manjka. Recimo, da je 11 kart na koncu na mizi. No, zdaj pa je treba, zdaj morajo pa igralci uganiti, kje je tista karta, ki je skrita. Okay? Zdaj tu je napisano, da zmaga tisti, ki prvi ugane, katera karta je skrita. Zdaj, če igrate na ta način, potem vse tisto, kar ste se prej trudili iskati sete, postane nepomembno. Tako da mogoče najboljša različica taka, da rečete, da tisti, ki na koncu ugane to manjkajočo karto, dobi 3 dodatne točke ali pa 5 točk. Potem še vedno je pomembno, kako dobro se je igral prej v igri. Okay? Ampak nekdo, ki je malo slabši igral, lahko pa zmaga, če bo prvi uganil to karto. Se pravi, kako uganiti zdaj to skrito karto? Pa mogoče, če sam preskočim tole na hitro na slikco, se pravi, to je recimo končna situacija. Imate 12 kart na mizi, 11 kart, ena vam manjka. In zdaj iz teh 11 kart morate uganiti, kaj vam manjka. Okay? Se pravi, zopet morate za vse 4 lastnosti ugotoviti, kaj nam manjka. Kakšne barve bo, koliko simbolov ima, kateri simbol in kakšno je polnilo. In zdaj v resnici razmisle gre zelo podobno, kot smo danes enkrat že naredili. Se pravi, dovolj je razmišljati samo na atributu število, ker vse ostale atribute lahko številčimo in gre razmislek identično skozi. Torej, zopet vemo, vsota vseh simbolov je deljiva s 3, vsak set, vsota vseh simbolov na poljubnem setu je deljiva s 3, torej mora biti tudi vsota vseh simbolov na preostalih kartah, ki so še na mizi, plus na tej skriti deljiva s 3. Okay? In zdaj, okay, lahko bi šel vse prešteti simbole, pa ugotovil, kjera številka ti manjka, da boš dobil večkratnik števila 3, ampak pol boš imel malo težav to početi na barvah, une barve številčiti pa seštevati, tako da ne priporočam tako. Strategija je takšna, da začneš gledati tiste karte, ki jih imaš na mizi in gledaš naenkrat samo en atribut. Gledaš samo število in se delaš, kot da so vse rdeče, vse polne in vse, vse kare recimo. Okay? In gledaš število. In začneš kupčkati te karte v sete. Rečeš, te 3 karte bi po atributu številu bile set in si jih daš v mislih stran. In na ta način potem ti ostaneta samo 2 karti in potem točno veš, kaj mora biti ta tretja karta, da bo deljiv s 3. Pa najbolje, da kar pogledamo na tem primeru. Torej, gremo najprej po atributu število dajati karte v sete. Te 3 bi lahko bile set. 1, 2, 3. Okay? Daš jih stran. Te 3 bi lahko bile set. 1, 2, 3. Te 3 bi lahko bile set. Ostaneta nam te 2 karti. Torej, kaj mora biti tretja karta, da lahko dobim set? 2. Okay? Dajmo si nekje zapisati, se pravi 2. In zdaj isto ponovimo na recimo barvi najprej. 3 zelene so set. Vijolična, rdeča, zelena je set. Torej, zdaj smo ta del že počistili. Zelena, rdeča, vijolična je set. Torej, ostala nam je ena rdeča, ena zelena. Kaj mora biti tretja? Viola. Kaj nam je še ostalo? Simbol. 3 arašidi so set. Ta in ta arašid so set. Te 3 kare so set. In ostane nam tale oval, tale arašid. In ta tretji mora biti kara, ker mora biti različna. In ostalo nam je samo še polnilo. 3 prazne so set. 3 polne so set. 3 črtkaste so set. In ostaneta nam polna in prazna. Torej, ta zadnja mora biti črtkasta. Evo, torej, kaj smo ugotovili? 2, vijolična, črtkasta in kara. In to je to. Zdaj, seveda tu je vprašanje, kdo zna zdaj to hitreje prešteti na hitro in to pokupčkati. Torej, običajno to, ne vem, v roku pol minute moraš povedati, kaj je skrita karta, ali pa še manj, če ne, nimaš možnosti, da to zmagaš. Torej, to je zelo majhna razlika glede na osnovno igro set, tako da to nekdo, ki je že veš igre set, si lahko na ta 2 načina malo popestri, pa bo nekaj novega zopet v igri. Ok, torej, to nekako je bilo nekaj teh osnovnih stvari o igri set, predvsem z vidika oziroma strani kombinatorike. Kot pravim, če želimo kakšne bolj resne stvari dokazati, je treba pa že malo težje matematike, predvsem, da za dokazovati tiste zgornje meje,
koliko število setov, torej koliko število kart, če ne tvori seta, je potrebno nekaj znanj iz končnih geometrij in tam hitro naletimo, kot smo omenili, še naletimo na odprte matematične probleme. Ok, to bi zaključil na tem mestu.